Veliko stvari je tej vladi pod vodstvom SDS spodletelo, malo stvari pa spodletelo tako klavrno kot obljuba, da bo SDS v zdravstvu naredil red. Namreč leta 2021 je slovensko zdravstvo v bolj kaotičnem stanju, kot je kadarkoli do zdaj bilo. Če spomnim samo na 3 stvari. Najprej COVID dodatki za zdravnike. Ko se je začela prva karantena, je večina specialističnih pregledov in posegov odpadla, kirurgi, specialisti in tako naprej so odšli domov in prejemali 100% plače. Ker je vlada najverjetneje prepoznala, da je to slabo za ugled, namreč vlada je ves čas govorila, da so zdravniki v prvih bojnih vrstah in tako naprej, je te specialiste spravila v službo nazaj z dodatki po 65% navzgor na uro, ko so oni v službi. In seveda so prišli praktično vsi nazaj v službo, pa ne delati, prišli so po dodatke. Jaz sem govoril z enim kolegom, ki upravlja nadzor v zdravstvu, sicer nad prehrano, je rekel, da v najbolj skrajnem primeru pozna celo nekoga, ki je dal si stol pod kljuko v svojem kabinetu, da ga ne bi kdo pri tem početju motil. In sem tudi pozval včeraj Računsko sodišče, da preveri, koliko posegov so dejansko ti zdravniki, ki so prišli v službo po dodatke, upravili. Namreč najbolje nagrajen zdravnik je med marcem 2020 in aprilom 2021 prejel kar 70.000 evrov dodatkov iz tega naslova. A je njegovo delo to upravičilo, je pa vprašanje, na katerega bo treba odgovoriti. In ti dodatki znašajo v desetinah ali pa celo stotinah milijonov evrov. V letu 2020 je vlada izplačala za 200 milijonov COVID dodatkov v javnem sektorju, v 2021 700 milijonov dodatkov v javnem sektorju. Se pravi skupaj že skoraj milijardo evrov. To je toliko, kot bo stal drugi tir, ali pa to je toliko, kot bi stala izgradnja 10.000 javnih najemnih stanovanj, za primerjavo. Potem je izbruhnila afera ortopedska klinika, kjer se je pokazala še dodatna plast tega problema. Zdravniki, kljub temu, da so dobro plačani, da so prejemali dodatke, da imajo možnost dela, kar je svojevrsten unikum v Evropi, da lahko delajo v javnem sektorju še popoldan v zasebnih klinikah, so na ortopedsko kliniko se hodili samo štemplat, delati pa k zasebnikom ali pa v lastne zasebne ambulante. Ne samo, da jim ni dovolj popoldansko delo, celo tisti del, ko so se v javnem sektorju prijavljali, da so v službi, so upravljali nekje drugje. In na koncu, kdo je bil kriv za vse to? Odpustili so, pazite, varnostnika. Ta revež na recepciji, ki ima 700 evrov plače, naj bi obvladoval celotno inštitucijo 5-krat ali pa 10-krat bolje plačanih od njega, ki so izigravali sistem. In na koncu, da so si umili roke, so odpustili varnostnika. In zdaj prehajam k tretjemu, ki je najbolj se dotika problema dvoživk, to pa je razpis za skrajševanje čakalnih vrst. Ta je zelo indikativen. Se bom posvetil samo eni temi, oziroma če naredim malo uvoda. Vlada je razpisala razpis za skrajševanje čakalnih vrst, po katerem naj bi skrajšali čakalne vrste za tiste operacije, kjer ljudje čakajo nedopustno dolgo. Ena od teh operacij je operacija hrbtenice. V Sloveniji čaka na poseg nekaj več kot 1000 ljudi, od tega 422 nad dopustno čakalno dobo. Ministrstvo je zato razpisalo 235 dodatnih operacij na hrbtenici, vredni so skupaj 1,3 milijona evrov. In zdaj zanimivo, najdaljše čakalne vrste so v UKC Ljubljana, na ortopedski kliniki, se pravi točno tam, kjer so se zdravniki hodili štempljati v službo, delati pa nekam drugam. In druga zanimivost, ti isti zdravniki se niso prijavili na razpis ministrstva in v ortopedski kliniki na UKC Ljubljana ne bo upravljen niti en dodaten poseg za hrbtenico. Posege so pobrale zasebne kirurške klinike, 133 jih je dobila MD Medicina, 60 kirurgija Bitenc, 35 kirurški sanatorij Rožna dolina. In zdaj pazite to, kdo dela v teh klinikah? Nekaj že prej Bojana pred mano namigala.
pri Bitencu od 34 11 zunanjih izvajalcev, v Rožni dolini od 37 11 zunanjih izvajalcev. Konkretno, v MD medicini so 4 kirurgi za hrbtenico, 2 prihajata iz UKC Ljubljana, Roman Bošnak in Boštjan Matos. Se pravi, ti ljudje, ki bi se lahko na ortopediji prijavili na ta razpis in opravili posege tam, so se odločili, da se ne bodo prijavili, ampak bodo šli iste posege opraviti k zasebnikom. Zdaj, zakaj tako, si lahko verjetno že odgovorite. Nekateri pravite tukaj, tisti, ki bi radi privatizirali zdravstvo, mora denar slediti pacientu. Jaz mislim, da je treba trenutno pogledati drugače, da je treba z denarjem slediti zdravniku, da bomo ugotovili, v čem je problem. In če z denarjem sledimo zdravniku, bomo ugotovili naslednje. Nadura v javnem sektorju zdravniku prinese okrog 150 evrov dodatnega zaslužka. Ura pri zasebniku pa mu lahko prinese do 400 evrov zaslužka. In za to gre. Ti ljudje, ki sedijo na 2 stolih, jaz mislim, da jih povsem upravičeno imenujemo dvoživke, so nominalno ali pa so registrirani v javnem sektorju, ampak njihov interes je čim večji del svojih delovnih obveznosti opraviti pri zasebnikih. V javni sektor pridejo po plačo, ki jim po kolektivni pogodbi pripada, v zasebnem sektorju pa pridejo po dodatne zaslužke. Najbolje od obeh svetov, win-win za tega zdravnika. In zato ti ljudje spodjedajo slovensko zdravstvo. Če grem malo naprej, v slovenskih operacijskih dvoranah je bilo v letu 2019 v povprečju opravljenih 7,14 ur operacij na dan. Ne 8, ne 9, ne 10, 7,14. In tudi tam, kjer je Zavod za zdravstveno zavarovanje šel preko norme, je rekel, ne, plan je sicer 100%, ampak če bo potreba po operacijah, recimo hrbtenice večja, bomo šli na 115%. Pa si poglejmo, kakšna je bila realizacija. To je bilo že 2019. Na ortopedski kliniki UKC Ljubljana bi lahko opravili 115% glede na načrtovani plan operativnih posegov. Realizirali so jih 97,9. Skoraj 20% manj od tega, kar bi lahko naredili. In zdaj se sprašujemo, zakaj je 1000 ljudi v čakalni vrsti in zakaj je najdaljša čakalna vrsta ravno na ortopedski kliniki UKC Ljubljana. Je zato, ker so te ljudje ocenili, da se jim ne splača tam delati, ne za fičenke, za 150 evrov na uro. Seveda bodo raje šli to opraviti k zasebniku, se jih mrgoli v krog, ki se ukvarjajo z posegi v hrbtenico in bodo tam zaslužili 2-krat ali pa 3-krat več. Za to gre. In v Sloveniji imamo seveda problem, da javno zdravstvo se s tako korupcijo, jaz si bom rekel korupcija, spravlja na kolena. Nihče si ne upa na glas govoriti o privatizaciji zdravstva, ne desnica, ne se vi ne govorite o privatizaciji, vi pravite, naredili bomo red. Ne zavarovalnice, one govorijo, da bodo pač ustvarile nek nadstandard, ampak dejansko se nam pa dogaja privatizacija. Dogaja se nam to, da kadri in denar iz javnega sektorja v najbolj rentabilnih panogah seveda odtekajo k zasebnikom. To se je pri nas začelo z zobozdravstvom, nadaljevali z lepotno kirurgijo, nadaljevali z ortopedijo, zdaj se nadaljuje s kolonoskopinami, pa gastroskopijo, pa ultrazvoki, pa rentgenskimi pregledi in tako naprej. Tako, lekarne so druga pesem. In kar hočem povedati je, da če bomo to dopustili, bodo nastale zasebne storitvene klinike okrog, kjer bodo zdravniki bogato lahko zaslužili, seveda na račun tega, da bodo v javnem zdravstvu, kar počnejo že zdaj, umetno ustvarjali čakalne vrste, ker tam bodo delali minimuma, kar bodo lahko, bodo pa služili zunaj, v zasebnem sektorju. In problem nastane tukaj, ne samo, da je to korupcija v smislu, da se javni denar pretaka v zasebne roke na nefer način in da imamo klinike, ki odkar so dobički pri koncesionarjih dovoljeni, pač beležijo tudi 500-600 tisoč evrov profitov na leto. Problem je,
da bo s tem zdravstvo postajalo nedostopno. Če pogledamo zobozdravstvo, ki je prvi primer, recimo, da privatizacije zdravstva v Sloveniji. Po podatkih OECD si je med premožnejšimi sloji prebivalstva, se pravi srednji sloj pa gore, zobozdravnika leta 2014 v Sloveniji privoščilo 70% ljudi. Pač tisti, ki so ga rabili, so si ga plačali. Če pogledamo revnejši sloj, podatki OECD, pravijo, da je samo 46% revnih v Sloveniji odgovorilo, da si zobozdravnika sploh lahko privoščijo. Tudi, če imajo problem, jih več kot pol ne more k zobozdravniku, ker nimajo denarja zanj. In moralno vprašanje, ki si ga moramo tukaj postaviti, je, a bomo dopustili, da se to zgodi tudi drugod. Pri, recimo, herniji hrbtenice, pri težavah s prostato, pri težavah s prebavnim traktom, da bodo pač enostavno čakalne dobe v javnem zdravstvu take, kot so, ker bodo zdravniki, ki sedijo na 2 stolih, rajš delali pri zasebnikih in če ne boš hotel 2 leti čakati, boš moral oziroma boš lahko prišel do posega samo, če si ga boš plačal. To se nam trenutno dogaja. Mislim, to je smer, v katero gremo. In zato naša zahteva, da se prepove delo pri zasebnikih zdravnikom, ki delajo v javnem sektorju, ni samo higienski ukrep, je predvsem ukrep, ki bo pokazal nadaljnji razvoj slovenskega zdravstva. Javno naj bo javno, zasebno naj bo zasebno. Javno mora biti dostopno za vse enako in tako naprej, zasebno pa naj bo, kar se mene tiče, pač samo plačljivo za tiste, ki želijo to imeti. Nobenega problema, ampak javno mora ostati javno. In to, kar se nam zdaj dogaja, pa ni ne javno, ne zasebno, to je ena navadna korupcija. In parazitiranje javnega v korist zasebnega. In tale razpis, saj to je ministrstvo tudi samo povedalo, je, mislim, da zelo lepo in nazorno pokazal, v čem je problem čakalnih vrst v Sloveniji, zakaj se v javnem sistemu nabirajo in kako se denar in kadri prestavljajo v zasebni sektor, ne več samo popoldan, tudi med službenim časom v javnem sektorju, če hočete.